Dober dan. Iz ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. Z vami sva Jonas in Ožbej Žnidaršič. Finska televizija vztraja, da je pri poslu s Patrio slovenski predsednik vlade Janez Janša prejel podkupnino. Novinar, ki je zadevo preiskoval, pravi, da bodo dokumenti o tem postali javni, ko jih bo finska policija predala tožilcu in se bo začel sodni proces. Janez Janša pa seveda vse obtožbe kategorično, odločno zanika in zahteva, da se mu finska javna televizija opraviči. Pa ne samo takole, Janez, nezamerno, ampak pismeno, s podpisom in izjavo, vse to ni res, bili smo žleht, lagali smo na lašč zaradi predvolitvenega časa v Sloveniji, kajti na Finskem smo zelo zaskrbljeni zaradi izida volitev, ker vsi Finci s strahom gledamo na Slovenijo. Na Denisovo trditev, da z novinarji očitno nima sreče, pa je Janša odgovoril takole. Torej, kar se tiče novinarjev, sem jaz zelo potrpežljiv. Vi ste živ dokaz za to. Janša o poslu s Patrio ne ve ničesar. In kaj čaka finske novinarje? Lahko odgovorite na vprašanje kolega Sakiča, boste vložili tožbo, odškodninsko tožbo, boste zahtevali po naši zakonodaji, po njihovi zakonodaji, kakršnokoli opravičilo, temu, da so tudi za navedbe, ki so jih slovenski državljani v Sloveniji rekli. Tu gre za dosti hude besede, boste vložili. Sem že odgovoril, da sem to že storil. A vi ste zahtevali od njih opravičilo, boste vložili tudi odškodninsko tožbo? Je odvisno, kako bodo oni ravnali, bom tudi jaz ravnal v prihodnje. Oziroma bo ravnala država, ker to, kar je bilo tam objavljeno, postavlja Slovenijo v zelo čudno luč. Sam je res malo bolj temno, odkar sem prišel s počitnic. Taka čudna luč je. Ožbi, opaziš? Lega. Pes je 1 uro tle in je že totalno politično izčrpan. Janša. Golobič. Rjavc. Nič ne sploh ne reagira. Totalna koma. Jelinčič. Če mu doma omenim Jelinčiča, gre takoj na kakšnega čefurja lajati. Predsednik vlade pa je spregovoril tudi o vsebinah predvolilnih soočenj. Ali je Janez Janša zdaj bolj trden v odločitvi, da zmaga na volitvah, kot pa je bil pred to oddajo? In ali Janez Janša še vedno vztraja, da bo vztrajal v politike, kar je njegova nekako zavidljiva sposobnost, saj po mnenju, mislim, da Playboya, pred enim letom ali 2. Zdaj vidim, da ste si za soočenje, ki je pol odpadlo, ker so se nekateri ustrašili, pripravili veliko vprašanj. Ni treba zdaj vse jih imam še postavil danes. Bi se potrudil, da bi do tega soočenja vseeno prišlo. To se pa trudim, ja. Da so si sekla v roko, zagotovili ste mi konkurenco, na drugi strani pulta, potem je pa pač ni bilo. Zdaj, kaj je meni žal? Meni je žal to, da se dobra 2 tedna pred volitvami pogovarjamo o tem, kaj je bilo objavljeno na neki tuji televiziji in kaj je kdo iz Slovenije položil v usta finskim novinarjem. Namesto, da bi se pogovarjali o tem, kaj kakšna od kredibilnih slovenskih političnih strank ponuja v programskem in kadrovskem smislu ponudbe za prihodnost. Tega nekako v tej kampanji ni. Minister za obrambo Karel Erjavec pa je svoj dialog z Denisom zaključil takole. Ta sum ni ugotovil noben pristojen organ. Če pa sume ugotavljajo novinarji, to pa zame ni sum. A veste, kaj vse berem v časopisih? Če samo pogledam, kaj vse o sebi berem, včasih prav zabavno. Ampak gospod minister, ta novinar isti, ki je naredil to oddajo, je razkril, da je prišlo do raznih nepravilnosti med poslom Patrio z Egiptom glede havbic oziroma nekega drugega biznisa z orožjem. In to se je razkrilo kot dejstvo, da je resnično. Se pravi, če je isti novinar zdaj naredil oddajo, da nekako je pridobil neke nove informacije, ali vi zdaj ne zaupate temu novinarju, novinarstvu nasploh na Finskem, ali so vsi novinarji na tem svetu samo rumeni? Zdaj, zanima me pa še nekaj, skozi govorite, da če bo novinar predložil dokaze, boste ukrepali. Se pravi, če dokazi obstajajo, kaj bodo prvi ukrepi ministra za obrambo? Bo to odstop, bo to razveljavitev pogodbe, bo to karkoli drugega, boste sploh šli na volitve, saj
v takem primeru vsi nekako dobiti črno piko. A vi to resno sprašujete? Jaz to resno sprašujem, ja. Ok, pa bodite še naprej resni, hvala. Daj pet pogled v kuhno, če je moj kozarc z viskijem še poln. Ti sem jaz pil. Kaj pa je pol? Ti proklet pes. Tablete mi je sunil. Lega. Predsednik stranke Zares Gregor Golobič je povedal, kaj vse pričakujejo od tistih, ki so osumljeni korupcije. Hej! Halo? Pahor. Zato od vlade pričakujemo, da končno in vendarle vzame resno svoje odgovornosti, da da jasne odgovore o svoji morebitni vpletenosti, predvsem pa, da z vsemi sredstvi, ki jih ima na razpolago, zagotovi, da bodo pristojne institucije, policija, tožilstvo in drugi organi, ki v sodelovanju z podobnimi institucijami preko meje morajo raziskovati to zadevo, opravijo svoje delo pošteno, odgovorno, zavzeto. Notranji minister Dragodin Mate v času svoje volilne kampanje skupaj s kolegi iz SDS skoraj vsakodnevno paradira po mariborskih ulicah. Pri SDS srečelovu se mu je pridružila tudi nekdanja smučarka Katja Koren, ki se je, kot pravi, stranko spogledovala že dolgo. Hej! Vidi. Rešil sem ga. Hvala mi reci, jebenti. Moj korak, da stopim v politiko, moram reči, da je bil zelo premišljen. Pač stranki sem predstavila svoj program, svoje cilje, svoje poglede, ki jih imam in nekako zelo hitro smo našli skupne poti. Ne vem, kaj naj druga pri tem rečem. Z letošnjim šolskim letom so v šolah začeli deliti brezplačne tople obroke. Topli obrok. Topli obrok. Kako za šestno zamigaš in hrano. Topli obrok. Je penti požeruh. Mnenje naključno anketiranih dijakov o novosti je nekoliko zadržano. Sem se šla v McDonald's. A zdaj pa še Gaja. A je za kaj malca? Evo, Jaz sem še danes v Meka, je zato, ker bejo gabna. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. V organizaciji Zavoda Pekarna se v Mariboru pričenja 4. mednarodni festival eksperimentalnega giba Nagib. Poleg domačih bodo nastopili še plesalci iz Hrvaške, Avstrije, Nizozemske, Francije, Italije, Nemčije, Češke in Španije. Nažalost se ljudje včeraj za performerji, ki so po ulici hodili z zavezanimi očmi, niso preveč ozirali. To je pa umetnost. Snemi ga, leka bo fukno dol. Lega, pada, snemi. Hej, pazi, hej! Nekako se nam ni poskusilo, nihče se ni želel pridružiti, ne? V bistvu smo potem poiskali znance oziroma te ljudi z plesne scene, ki so bili pripravljeni poskusiti, si zavezati oči in prehoditi celotno Gosposko ulico. Še vreme? Končno ni več tiste pasje poletne vročine. A ne, Ožbi? Kaj, zdaj seš pa vsrotle? Ne, Ožbi. Sem rekel, ne seri. Čist resno mislim. Ne seri, Ožbi, no. No, to je pa grdo. No, poglej, kaj si zdaj naredil. Fuj, no. Sem pa prav jezen, veš, na te zdaj. Bejš. Posprav zdaj to. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile vesti na vesti. Na, zdaj sem pa stopil noter.